Za pridobivanje jedrske energije potrebujemo vodo in uran. Da na štedilniku zavremo vodo za kuhanje, potrebujemo energijo, ki jo zagotovi ogenj. Tudi jedrska elektrarna deluje podobno, a za segrevanje namesto plamena uporablja jedrsko gorivo, to je uran. Uran 235 je izotop elementa urana, ki ga v obliki gorivnih palic uporabljajo v jedrskih elektrarnah. Jedro urana 235 je nestabilno in lahko razpade. Pri cepitvi se sprostijo nevtroni, ki zadenejo druge atome urana 235 in povzročijo njihovo cepitev, pri čemer se sprostijo dodatni nevtroni. V reaktorju vzpostavimo razmere za verižno reakcijo, kar pomeni, da nevtroni iz vsake cepitve povprečno povzročijo vsaj eno novo cepitev. Toplota, ki nastane pri cepitvi, segreje vodo v reaktorju. Močno segreto vodo potem iz reaktorja speljejo na uparjalnik, v katerem nastane para, ki se potem razporedi na električno turbino, ta pa poganja generator, ki toploto pretvori v električno energijo. Električna energija, pridobljena v jedrski elektrarni, teče skozi visokonapetostne transformatorje prek daljnovodov do odjemalcev. Nasprotniki jedrske energije pravijo: Jedrska elektrarna je zelo velik in kompleksen objekt, njegova gradnja pa je zato zelo draga. Kaj pa skladiščenje radioaktivnih odpadkov? Kaj pa sevanje? Zagovorniki jedrske energije pa trdijo: Za skladiščenje odpadkov je že zdaj dobro poskrbljeno, tovrstna energija pa je nizkoogljična, kar pomeni, da zelo malo onesnažuje okolje, poleg tega pa deluje neodvisno od vremena. Torej, jedrska energija je energija, ki nastane ob cepitvi naravnega izotopa urana 235. Na referendumu naj bi se posvetovali o tem, ali bomo v Sloveniji še naprej pridobivali jedrsko energijo in povečali njeno proizvodnjo z novim blokom jedrske elektrarne.